Pozdravljeni v novi oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robert. Robert, zdravo te. Ja, sem vedel, da boš, sem prav zanalaš, ker jasno ponovadi se zmeri Robi. Tole je zdaj že 149. oddaja, če sem jaz tole prav naštimal. In je, bližava se neki obletnici, tako da za 150 to bi bilo pametno, kaj bolj pametnega mogoče narediti ali pa koga povabiti v goste, danes gosta nimava. Malo pa kar dolg seznam stvari, o katerih bi govorila, ne? Robi, ampak ti sam najprej povej, v bistvu, zakaj mi da to danes snemava sploh? Ja, zakaj? Ja. Najprej moramo povedati, da tole snemamo tako že ne 3 mesece. Ne? Sva se vmes tudi pogovarjala z gostom, da bova predstavila tiste dogodke, o katerih bi rada danes govorila, pa je zdaj že toliko daleč stran, da sva se odločila, da bo kar sama posnela. Ja, no, zakaj snemamo? Zato, ker sem prejšnji teden bil na enem kongresu na Hrvaškem in sem srečal eno profesorico oziroma kolegico, ne, tudi iz katedre za operativno gradbeništvo iz Univerze v Osijeku, ki me je poznala. In jaz tako, jaz se nisem nikoli prej spoznal, pa nič nisem jo poznal, ne. In potem je povedala, da me pozna iz podcasta. In je takoj, ko sem se vrnil, lahko Matevž potrdi, sem rekel, Matevž, zdaj pa moram iti nekaj posneta, ne. Najini oboževalci mednarodni pogrešajo nove oddaje, ne. Zahtevajo nove vsebine. Praktično zahtevajo, da se spet pojavlja, tako da je to to. In so se odločili, da posnamemo. No, drug razlog je pa ta, da sem jaz v zadnjem mesecu pa pol oziroma 2 mesecih kar precej potoval po dogodkih, ki bi lahko bili zanimivi tudi poslušalcem oziroma gledalcem BIM pogovorov, pa se mi zdi v redu, da malo predstavim, kaj sem tam slišal, kaj sem tam videl, kaj je bilo mogoče kaj zanimivega, pa kaj mogoče tudi ne, oziroma predvsem pa to, kak občutek sem dobil, kaj se trenutno dogaja glede digitalizacije in BIM-a in vsega skupaj po teh dogodkih, tako da mogoče bo komu zanimivo. Ja, najprej pa pozdrav v Osijek, ne, hvala vsem, ki me tudi na Hrvaškem poslušajo. Ko sem mi to omenil, sem najprej pomislil, pa midva mora to začeti v angleščini snemati. Pa ne, kolegi iz Osijeka, oziroma kolegica iz Osijeka je rekla, da vsi razumejo slovensko. Lepo. Očitno govorimo dovolj dobro slovensko, da ne razumejo, ker so tudi omenili, da so bili nekje na ekskurziji v Sloveniji in so po 15 minutah prosili, če začnemo angleško govoriti, ne. Ampak to je bilo neko narečje tam, ne vem, če poznate Vitanje, pa iz Center Nordom, pa tako naprej. Tako da, ja. Ne, mogoče pa širi v slovenski jezik tudi tako, v druge države. No, lahko, mogoče te pa prepoznala od zdaj, ko v bistvu je tole tudi v video formatu, ne? Na YouTube v bistvu tako, da... Najbrž, ampak to me tako ni všeč, to sem ti tako že povedal, ne. No, ampak lej. Da še enkrat povem, snema se zato, ker je Matevž pritisk vršil na sovoditelja. Vršil sem neizmeren pritisk dolgo časa. Dolgo časa. Pa nič nisi komentiral mojega ozadja danes. Ne, to sem skoraj prepustil, mogoče bo kakšen mail od poslušalca prišel v bistvu in komentiral. Vsaj logo, ne. Ampak v bistvu lahko pa pokomentirate tudi tistole stavbo, ki je tam od zadaj. Robi, pa ti povej model, česa je to. Mogoče niso vsi Ljubljane, veš. Ne bom povedal model, česa je, bom pa sam pohvalil Ambroža in Blaža, ki sta avtorja tega modela. Tako da tisti, ki vedo, katera stavba je to, upam, da nima kakšnih travm iz te stavbe. Ja, v bistvu pa res, ne. Tole snemamo na 1. oktobra, tako da se je novo študijsko leto začelo. Tako da moramo midva tudi tem novim študentom predstaviti v bistvu vse te zanimive stvari, o katerih govoriva tukaj na BIM pogovorih. Pa mogoče ne sodijo nujno v predavalnice, ne?
Letos sem imel eno tako motivacijsko predavanje za študente in sem pozabil povedati za BIM pogovore. Ja, se Sem pa povedal z zato. aplikacijo. Tako da, Ne, ampak to pa moram pohvaliti tudi danes, ker so tile mentori imeli pač neko predstavitev za študente. So dejansko omenjali in pozvali študente, da si namestijo aplikacijo Moj FGG, katera je v bistvu idejni začetnik v bistvu tega, ne? Si bil vsekakor ti, ne? no, Pa si pa pa. moš zgodbo povedati. Jaz sem naredil prototip, pa je pa Matej še na novo programiral. Ja, dobro, ne, ampak v bistvu ponavadi brez prototipa ni v bistvu tudi na koncu neke izvedbe, ne? Tako da ja, Rečemo, da absolutno, brez znanja ne bi bilo. No, tako. recimo temu, no. Ampak do samohvale, ne. Deva pohvalče kakšne, ki so pripravili vse te dogodke, o katerih ki si ti prej omenjal. Res, ko gledam ta seznam, si moram misliti, da si pa res veliko potoval, ne. Ja. Super, jaz sem bil kar bolj ali manj tlele, nekje blizu Ljubljane, ne. Pa povej, o čem Ja. najprej? Najprej bomo začeli z enim dogodkom, ki je bil že daljnega maja, ne? To Ampak je od že takrat skozi nismo več snemali. pol In to leta je nazaj praktično. praktično pol leta nazaj, in to je CGS Labs konferenca 2024. Zakaj omenjam? V bistvu moram priznati, da se ne spomnim več vsega, kar sem tam videl. Ampak zakaj se mi zdi pomembno, da se kljub temu omeni, da je že toliko časa minilo takrat? Kot prvo zato, ker je prva konferenca po mnogih letih. Včasih je bila to CGS konferenca, ko je bilo to še skupno podjetje, zdaj je to CGS Labs konferenca. Mislim, da ima ena okrogla obletnica, mogoče 30, ne vem, ali 20, ne vem točno. Čeprav zdaj kar precej let vmes tega dogodka ni bilo. Jaz moram res pohvaliti Matjaža Šajna in vse njegove sodelavce, ki so se res potrudili s tem dogodkom. Bilo je tako precej na nivoju, no, bom tako rekel. Mogoče je bilo malo škoda, da ni bilo malo več obiskovalcev, ampak ne, mislim, da sem govoril z njimi, pa so rekli, da ne želijo tega širiti, da pač želijo, da ostane to v nekih obvladljivih mejah. Ker če se spomniš, Matej, to 10 let nazaj, to je bilo tako, to je bilo, ne vem, na Gospodarskem Na razstavišču. Gospodarskem razstavišču je bilo. V bistvu, jaz sem bil, moram priznati, mislim, da samo enkrat na tej CGS konferenci. Ne, nisi bil, večkrat si bil, enkrat smo A videli res? celo vodila. Ne, Ja, ne, ker spomnim se, ti so bili že, ti si bil Sibim. da so vsi bili vodili, jaz pa mislim, Ja, da bo CG ne, Slabs. ne, ne, ti si bil Sibim v Monsu. Prav, pa se Um, opravičujem, jaz mislim, da bo CG Slabs. Blasova pa, v bistvu, oziroma imel sem pa jaz eno predavanje takrat, ko je bilo v okviru CGS konference, pa mislim, da je bilo takrat tako nekako, da sva ravno začela z BIM pogovori in sem imel pač neko predavanje na to temo širjenja tega, ne vem, izkušenj in znanja skozi pač recimo temu takrat še zelo relativno nov medij, ne. Podcastov, zdaj v podcastih, ne vem, vejo že vsi, ne. No in to je bilo v bistvu zdaj pač 6+ let nazaj, ne. Ne vem, če Spomnim se tega, ampak ne vem, zakaj na, sem konf, imel v na, glavi, na, da so. na, na Ok, razstavišču, na gospodarskem razstavišču v Ljubljani od spodaj se je bila spomnim, konferenca. se spomnim. No, v redu, pa star sem že, Ja, se pa, jaz pa tudi, no, ampak preveč dogodkov je vmes, tako da. No, na to sem še želel reči. Res lepo organiziran, zanimivo predavanje. Kar je meni všeč na teh dogodkih, je to, da se ne izpostavlja preveč organizator. Vse je razumljivo, da se pač predstavlja njegova rešitev, ampak je to tako, če je to v nekem širšem kontekstu, pa tako subtilno narejeno, je meni čisto ok. In to je pač na tem dogodku bilo. Zdaj na dogodkih je tudi pomembno mreženje, tako da lahko rečem, da hrana je bila super.
Tega se še zdaj spomnim. No. Srečal sem dosta kolegov, tam se pravi zelo, zelo lepo pripravljen dogodek, z moje strani same pohvale, tudi ostale, ki sem jih srečal, kolege in tudi ljudi, ki sem jih tam spoznal, vsi, noben imel nobene pripombe na to, tako da jaz upam, da bodo to organizirali tudi naprej. Mogoče je bilo to mal hiter za dogodkom Dalox, ampak sej ni nas bilo veliko, ki bi bili na obeh dogodkih. No, Ampak se je bil tudi Sibin, ne? A ni bil Maja Sibin tudi? tudi Sibin je bil maja, vse je bilo na kupu. No, Vse je bilo en za druge takrat. praktično, ne? Ja, ampak se pravi, drugače pa res lepo organiziran, zanimive teme, tako da tudi ena okrogla miza je bila. Tako, zelo lepo. No. Je pa res toliko časa že minilo, da bi težko zdaj za vsako od predavanj karkoli Am, rekel. ja, ampak zdaj Spomnim se pa občutka. No. gledam malo pač po tem programu, pa so bili vsaj po naslovih v bistvu zelo zanimive teme, ne? Od umetne inteligence pa do konc koncev tudi nekaj, kar je bolj z BIM-om nujno povezano, v bistvu, ne vem, pričakovanja velikih naročnikov, pa ne vem, kako to pol. Vse skupaj, skratka, je v bistvu absolutno vsaj izgledal. Ne morem trditi, ne, ampak v bistvu po naslovih je bilo zelo aktualno takrat. No. Ja, mislim, se pravi, bilo je v redu. No, tako, jaz te dogodke vrednotim tako, da bi še šel kdaj na kakšnega ali ne. No. Mhm. In tukaj nimam nobenih zadržkov, se pravi, organizacijo lahko sam pohvalim. Spomnim se tudi to, da so imeli neko nagradno igro, tam so neko anketo izpolnjevali. Glavna nagrada je bila pa izobraževanje Building Smart Foundation. In prav me je imel, da bi spomnil, pa bi jaz to zadev. Ampak Ja, nisem. sam ti No. ne smeš, ne? Veš. Ne, jaz ne smem. Tole, ko si ravno predstavil, tole, mislim, da je ta predstavitev projekta avtocestnega odseka Tuzla-Mavča. Vse se ne spomnim točno, ampak mislim, da je bilo to predavanje. Ampak to sta imela pa dva, če se ne motim, hrvaška sodelavca CGS Labs. To je bilo pa eno najbolj usklajenih predstavitev, kar sem jaz videl. No. Tako. V kakšnem Mislim, smislu? da je bilo to tono. A greš še malo naprej, da vidim, če še kaj druga. Mislim, da je bilo tisto predavanje. Čakaj, ne, a greš malo daljše. Ali pa je bila ta Aquaterra. Ne vem. Eno od teh predavanj sta imela dva hrvaška strokovnjaka, ki sta bila pa tako usklajena, da to še pa nisem videl. A veš, A ja. ko programe predstavljaš, kako se uporabljajo. Ne? Aha, tako da je To en je bilo- govor, en pa kazal, v bistvu, ali kaj? Ne, oba sta me nekaj sta povezala, neke programe med sabo in tisto pa vem, da je bilo tako usklajen, da, ampak ne vem, za kiro je bilo od teh predavanj. No. Nekaj je bilo z nekimi orodji CGS Labs, ampak v glavnem, res tako, ti se bo pa eno najbolj tako, kot da sta res doskrat zvarla in sem pa tudi vprašal in so rekli, da sta to že velikrat predstavljala. No, bom tako rekel. Ja, sej. Tako Veš, ja, kako tisto na je bilo koncu je. res. Na Ja. koncu je samo to, da je drill, v bistvu, da dejansko veš, kaj bo kdo rekel, v kakšnem tempu. Ne? Tako je. Tako da, no, eno od teh, se pravi, ne vem, kje je bilo. No. No, Ker je okay. bilo kar dosti. No. No, Tak. pa ni bilo glih prav, v bistvu za en dan. Ne? Da je, Ja, sej ti dogodki, zdaj se mi zdi, da so se vsi naučili, da ne morejo biti predolgi. In da je treba dejansko pustiti tudi čas, da se ljudje kaj pogovorijo, pa tako naprej, pa da nisi pol utrujen že od vsega, pa greš kar domov. No. ja, Tako da se mi zdi pa čisto, da se pravim, jaz nimam nobene pripombe, tako da to je to. super. Okay, no. Pole pa evo. nekaj časa minil, ne. Pa nekaj časa si bil doma, ne? Nekaj časa sem bil doma, pol sem za vas dopust spustil, ne, da sem lahko šel na kak dogodek. Tako. No in potem sem se podržal tega kongresa v Montrealu in to je ta 20. konferenca mednarodne, kaj je to, society, mednarodnega združenja za Ja. računalništvo v gradbeništvu, oziroma ne vem, civil and building engineering, se to je pravi gradbeništvo. Organizirano je bilo v Montrealu, bilo je na eni univerzi v Montrealu, tam so 3 univerze, tako da eni od njih je bil ta dogodek. Tako, no,
Je bilo kaj pametnega? Malo gledamo v bistvu. Zdaj moram reči ja, ne, ampak Ja, no, seveda moraš reči ja, ampak v bistvu. moram priznati, no, moram biti pošten, da sem bil kar malo razočaran. No, tako. Mhm. Razočaran sem bil pa zaradi tega, ker vse skupaj se zdaj prevede na umetno inteligenco. Ne. Aha. Se pravi, zdaj se vse dela samo umetna inteligenca na tak način, na drugačen način, pa s sojeno omako, pa z ne vem, super živili in tako naprej. V glavnem, umetna inteligenca povsod. Ne. O BIM-u kot takem praktično niso govorili veliko, no, da bi bilo karkoli napredka na BIM-u, pa kaj takega zelo malo. Obnaša se, kot da je vse rešeno, da ni nobenih novosti več. Če je bilo že kaj, je bila pač aplikacija umetne inteligence na BIM itd. Ampak to so v bistvu res pogrešam to, no, kar sem slišal od profesora Turka, od Žige Turka, ne, Ja. ko je rekel, da pogreša pri vseh teh, pa ni ga bilo na tej konferenci, na naslednji, ko bom predstavil, ker je rekel, da pogreša to, da bi delo, ki ga predstavljajo, reševali nek problem. A ne? Zdaj izgleda tako, kot da se iščejo problemi, na katere bi aplicirali tehnologije, ki so se jih na novo naučili. Ne? Je pa valjda, ne? Saj, Ja, mislim, ne valjda. Lej, to je taka sorry, to se mi zdi taka večna zgodba v bistvu nekih raziskovalcev, ne, kjer pol, ko vidiš, da, mislim, saj to sem hotel te vprašati, v bistvu, ne, kaj si sploh pričakoval, da bo od BIM-a novega? pa ne novega, ampak recimo, no, kaj me je tam zmotil, pa sem se dejansko zapletel v nek konflikt, Ja? pa ne vem, neko debato, malo tršo, pa Ja, tako naprej. Robi, ti si zmer taka konfliktna oseba, v bistvu. Ja, hvala. Potencialno problematičen, lepo Ja, prosim. tako. Ne, pač bil sem na neki predstavitvi in na koncu sem gotovil, da je bil to nek session, ker so bili v bistvu vsi študenti iz teh kanadskih univerz. Ne. In ti študenti so delali pač neko seminarsko, so predstavili avtorjev, ne, če ni bilo 10 avtorjev tistega članka, tako kot da so cel letnik tja pripeljali. No in glavno, kaj so oni naredili, želeli so projektirati v skladu z ISO 19650. Ne. Mhm. No, in oni so tam začeli so s tem, da to je brez veze, da ni nobenih primerov noter, da se sploh niso znašli, bla, bla, bla. Pa sploh ni noben povedal, recimo, da to je 5 zvezkov, da je 6 v pripravi, pa da na začetku standarda tega piše, da to niso recepti, da to so priporočila in da mora biti vse prilagojeno na aktualen projekt, tega ni noben več omenil. Ne. In ko so se ful pritoževali, pa da je bral primere, pa bla, 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 pa sem jaz samo vprašal, če so prebrali, kaj na začetku piše, in ni tako, da noben ni prebral. Ne. Mhm. Načeloma, kar mene moti, je to, da govori o teh standardih ljudje, ki sploh nimajo nobenega izvoda, pa nikoli niso šli čez njega, ali pa nekaj takega. Ne. No, in pa sem jih tudi vprašal, tam, ne vem, 5. zvezek je o varnosti, ne. Zdaj se pripravlja 6. Mislim, en kup enih zvezkov je, in oni so v bistvu samo po prvem delali, ne. Mhm. Pa so govorili, kot da je standard za nič. Pustimo to, da je res ohlapen, pa da niso vse zadeve rešene, pa da je res težko razločiti, kaj je Asset Information Model, pa Project Information Model, pa Building Information Model. Pa v bistvu je težko, vse nič ne rečem. Sam ne moreš priti na neko konferenco pa razlagati neke stvari, zato ker ne poznaš dosti dobro. Ne. In potem sem pač to izpostavil, in potem se je izkazalo, da tudi njihova profesorica ne ve, ker se s tem ne ukvarja. Ne. Ampak je pa v bistvu 3 študenti so predstavljali to zadevo in vsak se čutil dolžnega, da je povedal svoje mnenje. Očitno to tako ne vem kaj, ne vem. Pri nas študenti niso taki. No. Pa vedno si želim bolj aktivnih študentov, pa tako naprej, ampak toliko samozavesti, pa mogoče tudi ne. No. Tako da v glavnem tiste debate nismo končali. Niso mogli pa pozabiti, ker pa so vsi naprej omenjali, pa so se spotikali v to, kaj sem jaz komentiral. Tako da hočem reči, da ni nobenega poglobljenega prispevka, no, ali pa kaj takega. To je vse tako površinsko,
na hitro obdela. Tako, no. Se pravi, jaz sem bil malo razočaran. No. Sama Ja, konferenca, tako v redu, pač, a bi še kdaj šel v Kanado, ne, no. Je predaleč, pa predraga. Tako da, tako no, se pravi, umetna inteligenca, gor, dol, levo, desno. To je to. Ne? S tem, da bi vam pa povedal, če so kaj z umetno inteligenco rešili, ne. V bistvu zdaj se še preverja, kater model, a se da kaj s temi velikimi jezikovnimi modeli, kaj se da z njimi. Večinoma aplicirajo na neke že znane probleme, rešitev nekih dokončnih, pa nekako še ni. No. Bom tako rekel. Tako. ja. Bo treba tudi enkrat ugrizniti v to, v bistvu, da se da sploh s tem kaj normalnega narediti, v bistvu, ne. Ja, Pa a nekaj bo temu treba lahko, v poskusiti. bistvu dejansko pol kaj zaupaš, ali vse skupaj ustane na nivoju, da dobiš v bistvu nek spekter, ne vem, nekih možnih rešitev, pa mora pa to v bistvu nekdo še zmer resno pogledati in v bistvu. Jaz, kot vidim, no, je zelo velik razkorak med tem, kaj je možno, pa kaj raziskovalci delajo, pa med tem, kaj je na takem nivoju, da bi lahko nekdo v praksi uporabil. Ne. Ker to, Ja, to je itak, ne. da bo nekdo treniral modele za to, da bo pa svoje zadeve reševal, ni šans. Mislim, nima ne računske moči, nima ne znanja, nima ne podatkov strukturiranih dost, nič od tega. Ne. Zdaj, da bo pa kdo mislil, da bo vzel, ne vem, chat GPT, pa mu rekel to, pa to mi reš, pa bo dobil točno to, kar želi, ni šans. Ne. Pa vsi se morajo zavedati, no, ki želijo te sisteme uporabljati, to so taka vprašanja varnosti pa zasebnosti, da to ni res. Ne. Bile so neke raziskave, tudi tukaj je nekdo nekaj kazal, no, da lahko v bistvu chat GPT dobiš od konkurentov podatke. Ne. Ker takoj, Ja, ko je chat GPT omogočil, da lahko ti dokumente dodaš, pa sprašuješ o njih, ne, ja. to so ljudje počeli na veliko. Ne. No, ampak mislim, da to bo ta val v bistvu pač uporabe, ne vem, te AI orodij, pa da je to ChatGPT, pa karkoli od Google, pa od Microsofta v bistvu, ne, se mi zdi, da to bo še enkrat prišlo tako za nami, oziroma v smislu in varnosti in licenc in ne vem še česa v bistvu, ne. Se mi Ja, zdi, da bo mislim, to, ker čeprav pa v bistvu vidim, ne, koliko je to zdaj ratal, mislim, zdaj se bo šla polna konferenca, ampak moram reči, ne, da že doma vidim, ne, žena v bistvu nekaj dela, ona ne gre več pogooglati, ja, ona ne googla več, ona v chat GPT napiše. ja, Kaj to bo, je ful problematično. kaj No, pa res. kaj pa chat GPT prav na to? Ja, ne vem, a veš. Mislim, to se mi zdi tako zelo na meji. Mislim, to je čist preveč zaupaš, ajde, da dobiš v bistvu neke, a veš, neke ideje vsaj, v bistvu ne veš, o čem sploh, v bistvu, kako sploh začeti raziskovati, ne, pa dobiš neke okvire na ta način, v bistvu zelo hitro lahko, ne. Ampak, Ja, to se strinjam. Ne. Mislim, to je samo eno od orodij. Ko smo dobili, ne vem, spell checker, je bilo to res nekaj hudega. Ne. mm. Ne bom zdaj razlagal, da ga na Macu še vedno nimamo, ampak okay. Ampak to je bilo eno tako orodje, s katerim jaz se načim, recimo tudi ChatGPT. V redu, nimaš ideje, pa reče ti mi, ne vem, predlagi mi, ne vem, odstavek ali pa temo, o tem pa tema, pa greš ti skozi, pa to vse na novo napišeš. Ne? To je v Ja, bistvu ja, samo ne, nek ne, to začetek. absolutno, Ne? ne. To absolutno, v bistvu, ne. Ampak zdaj to, kako se bo predstavljalo, pa da bo vse rešil. Ne? No, in Ja, potem je ja. bilo na naslednji konferenci, tako moram reči, odrezen, pa pojmo prišel še v šibenik, ampak recimo predstavljala sva z kolegico, z doktorsko študentko Anjo Brelih, ne, so predstavljala en članek
ki ga je začel, smo ga naredili za diplomsko nalogo, imel to študent Jan Valentin Žajdela, ne. In on je preizkušal te velike jezikovne modele, pa tudi generatorje slik, pa tako naprej, kako uspešni so sploh pri spremljanju ukazov, ne. Zdaj, tu je treba povedati, da tukaj grejo stvari zelo hitro naprej. V času, ko je to delo, je bil ChatGPT 3.5, 4 se je šele pojavilo, ne. Da imate 4o ali 4.0, kako že, mislim, da je 4o, a ne. Pa imate še Claude, pa en kup enih drugih, bo treba preveriti še veliko ostalih, ne. Ampak to je tako. Recimo, imate neko vprašanje ali pa mu date nek dokument in pa ga sprašujete o stvarih iz tega dokumenta, ne. In recimo, on je odgovoril pravilno na, ne vem, da spomnim se zdaj točno, ampak 91% odgovorov, ne. A je to dosti dobro? A ne? A je Ja, to dobro? Ja. A mislim, je to dovolj? a je on ti izdelal, kaj je hotel v bistvu, da samo iz nekih dokumentov, pa si Ja, ja. nekega nabora dokumentov, ne, pa se pa v bistvu ChatGPT začel kar nekaj izmišljati, v bistvu, ker, Ja, ne ampak ni vem, bil ChatGPT. ChatGPT je upošteval tisti dokument, ampak ok, začel se je pa zmišljati Copilot, ne. aha, aha. Je pa kar, je rekel, je odgovarjanje samo iz tega dokumenta, ampak je na koncu se pač zgodilo, da je on kar nekaj odgovarjal, kar ni v dokumentu našel, ne. In to je, ok, Copilot se je zelo slabo izkazal pri tej raziskavi, ChatGPT pa ne, se je pa kar precej dober, ne. Mhm. Ampak dajmo se mi zdaj vprašati, a je 91% dovolj, a bi kdo temu zaupal? Ne, ne, Mislim, vse tisti je, koliko si prej rekel, v bistvu, enostavno, tudi če daš, rečeš, ok, da mi zgenerira odstavek o tem pa tem, ne, ja. ampak moraš ti to tako vse v kolo obrniti, v bistvu, ne. Vsaj idejo dobiš, v bistvu, ne. Tle pa pri teh, Zdaj sem se spomnil še enega dogodka, ne, je bil pa precej prej, mislim, da v februarju, marca, sem imel neko predstavitev na Združenju gradbenih inženirjev Novo mesto, mislim, upam, da sem prav povedal, ime društva, združenja, kakorkoli. In je bil tam tudi en gospod, en raziskovalec, ne, ki se ukvarja z umetno inteligenco in je bil popolnoma navdušen nad orodjem umetne inteligence in je razlagal primer, kako je dal v eno tako orodje noter lokacijsko informacijo in pa je spraševal, a ne, stvari. Ampak on je na slajdih imel stvar, ki je bila evidentno narobe, ampak on je bil vseeno navdušen, ker mu je to ful hitro našel, ne. In sem pač na koncu, pa smo bili skupaj na kosilu in sem rekel, pa koliko si lahko navdušen, če ti v bistvu napačne stvari razlagam. Ampak on, ja, ampak nekateri je pa dobro, ne. Ja, v redu, ne, kot mi rečemo, tudi slepa kura zrno najde. To je ja, sicer malo boljš, ne, ja, malo sam ne boljš veš, kot dejansko pa slepa ne kura. veš, kdor se ne spozna na to, v bistvu niti ne ve, kjer je prav, kjer pa narobe, ne. Točno to, ne. Ne? In zato se meni to zdi, ja, super orodje, ampak vse morate preveriti za njim. Ne to tako štih probe, vse Ja. morate preveriti. Mm. A ne. No, in to se tudi po teh dogodkih pač pokaže. Ja, v veliki večini delajo v redu, ja, v veliki večini umetna inteligenca pomaga, ampak ni to še tam. No, lahko smo mi navdušeni pa vse, ampak da bo kdo to uporabljal, ne. No, Ja. in Jan je imel pa še drug primer, je pa generiral slike, ne. Recimo, pride vam nek, ne vem, par k vam kot projektantu, ne, ali pa arhitektu, kakorkoli, in on bi imel eno družinsko hišo. Zdaj pa kaj vi veste, kako hišo bi ta par imel, ne. No, in pa uporabiš pač orodje umetne inteligence, pa mu rečeš, daj mi ti narediti tako hišo, kot sta ona dva opisala, ne. Mhm. In ti zgenerira pač neke idejne zasnove, neko ti vidiš vizualizacijo neke hiše, ne. No, in pa nam to ugotavlja, koliko sledi navodilom. Ja, ne toliko dobro, kot bi vi mislili, ne. Ok, vedno je bilo vprašanje, ko smo predstavili ta članek, zakaj nismo Midjourney uporabljali, ker ga pač nismo, ne, zato ker je bil za plačati, ampak so bili pa Leonardo, pa Gamecraft, pa ne vem, GamePeak, pa tako naprej. No, in najboljši od teh modelov je recimo 70% dober to zgeneriral, ne, kar pomeni, da ni upošteval vseh navodil, ne. In pa se vprašaj zdaj, a ti to pomaga ali ti ne pomaga. Pač v bistvu malo loto, ne, ti mu nekaj naročiš, pa on nekaj naredi, ne. Zdaj pa, če si ravno zadovoljen, pol je to super orodje, ne, če pa ni tako, kot si si predstavljal, kakor si mu dal navodilo, pa pač ni tako dobro, ne.
In se pravi, niso še ta orodja čist tam, so pa odličen pomočnik, no, tako bom rekel. Pa še enkrat opozarjam, Jan je to počel konec lanskega leta, začetek letošnjega, če se ne motim. No. Vmes se to zelo hitro razvija, ne. Bi bilo treba še enkrat preveriti, ampak zadnje raziskave, ko sem gledal, je pač zelo podobno, ne. In tudi težko, da bodo kadarkoli na 100% prišel. Ja, sigurno. Tako da prosim, tisti, ki uporabljate, dejte preverjati, kaj vam dela, zato ker to še zmeri ni tam. Ne. Ok, no dobro, a gremo zdaj iz Kanade naprej. Ja, ne vem, kam si letel, pol. Pa sem Se šel sploh domov za en teden. ne sledim, v bistvu. Pol Pa sem- bil podrezno, a prej si še zavil čez. čakaj. Jaz sem prišel domov, ne bom razlagal, kakšna bo pot domov, ker smo imeli da 6 ali 7 ur zamude z letalom itd. Pa sem bil nekaj časa doma, pa sem šel v Pariz, pa sem šel iz Pariza v Dresden. Ne. No in Dresden bila ta kongres je bil ECPPM, Evropska konferenca o, kako bi to rekel, Product and Process Modeling. Produktih in procesnih modelih. To si zdaj direkt prevedel. To je zdaj tako, kot AI si prevedel. Ja, itak ne. Ne. Sam Vse sem strukturo če piše GPT manjka. zraven uporabil, v bistvu. Chat GP Matevž. Ne, ampak, prosti, ker sem te prekinil, ampak nekaj sem pa dejansko hotel pri tem že sam naslovo ECPPM povedati, ne? Da tole kaže, koliko je BIM star, ne? Ja. Tole je bila Kira, čak sem prav šel gledati in tole 15. Pa konferenca, 2 ne? leti, ja. Ja, na 30 2 let. let, 30 let se že o teh stvareh, od koder je BIM prišel, v bistvu govori, ne? Mislim, je konferenca za to specifično, ne? BIM pa obstaja že dlje. No. Ja. Takrat nekje, pred 30 leti, nekje to leta 94 bilo, se je že v bistvu kako je? IAI, no. Ja. Zdaj sem se čist jezik zapletel. Je že IAI se začel pogovarjati o IFC-ju, ne. Ja. Tako da to je že toliko staro, ne, kar pomeni, da to že kar precej let prej bilo. Tako da BIM ni od zdaj, BIM ni zadnjih 10 let, BIM je precej dolg, no. Bom tako rekel. No, in kar je zanimivo na tem kongresu, na tej konferenci, no, da je leta 94 se je začel v Dresdnu. To je bil profesor Scherer, ki ga oba z Matežem dobro poznava, iz Tehnične univerze v Dresdnu, ki je zdaj v pokoju, ampak je prišel na konferenco, kljub temu, da je ima neke zdravstvene težave. No, konferenca, se pravi, po 30 letih je bila tu, jaz sem bil po 10 letih, po 9 letih skoraj spet v Dresdnu. Moramo reči, da sva bila oba dva v bistvu, ne, v sklopu enega evropskega projekta sva bila na 3-mesečnem delu v Dresdnu. Tako da ja, nama je nič se tako ni spremenil, no. mal domače se nama zdi, ne? Niti ne, jaz sem že kar poznal. No, to Ali pa itak, sem ja. izbrisal iz spomina, no. Ne, konferenca super, zelo lepo organizirana, vse pohvale kolegom iz Dresdna, tam se tudi generacija malo zamenjala. Zdaj nimam več toliko stikov z njimi, kot smo imeli prej. Dogodek zelo podoben temu v Kanadi, čist drugi ljudje, eni so bili isti, eni niso bili. Kar sem si tukaj najbolj zapomnil, sta pa 2 stvari, ne. Ena, v bistvu 3. Prva je ta, da prvi dan, ko smo prišli na konferenco, nam pred temi keynote, pred temi pač predavatelji, ki so pred samo konferenco, organizator pove, da se je most ponoči podrl, ne. Če ste spremljali kaj medije, pred kratkim je v Dresdnu padel en most. Da ga pokaževa. No, da jih pokaž. Ne, naslednjo imaš to. No, tale Ja. most. A ne? No, in po tem mostu sem jaz prišel v Dresden, recimo, koliko ur prej, čakaj, 8 ur. 8 ur prej sem ravno po tem mostu se pripeljal z tramvajem, potem sem celo po njem hodil, po tem mostu, in potem je ob 3 zjutraj je pa pač padel ta most, no. Tako da to potem si bom definitivno zapomnil, ker take sreče ne moreš imeti, a ne.
padel je približno ob 3 zjutraj, pa baje, da je padel, mislim, da so rekli 12 minut potem, ko je zadnji tramvaj peljal čez. A ne. No, potem definitivno sem ta dogodek zapomnil. Vsekakor smo organizatorjem povedali, da jim ne bilo treba mosta podrezati, ker smo mi tam. Ne. Se je pa razvila ena huda debata v okviru konference, če bi lahko temu se izognili, če bi imeli digitalni dvojček, a ne, pripravljen. No, to sem mogoče pozabil povedati. Zelo veliko je bilo debate tudi v Kanadi o digitalnih dvojčkih. Ja. Zdaj, ti digitalni dvojčki še vedno se ne morejo točno zmeniti, kaj to je, ne, pa kaj bi naj bili, pa tako naprej. Ampak ja, bilo je pa res veliko debate, ne. A bi digitalni dvojček to rešil? Jaz sicer mnenja, da ne, a ne. Rešil bi en senzor na tem kablu, ki je odpovedal. Ali bi bilo to digitalni dvojček ali ne, čisto vseeno. Pa še ta senzor bi mogel javiti veliko prej, da se nekaj dogaja noter, da bi lahko karkoli naredili. Pa se ne vem, kaj bi, recimo, da imaš nek senzor gor na tem A ni bilo, kablu. a ni bilo v bistvu dejansko rečen, a si to ti rekel, ko so se o tem pogovarjali, da so tista drug del mostu, ne, zdaj prav sporeden, da so to prenavljali že. Ta most, ravno na tej fotografiji vidimo, ne, tam zraven je en identičen most. No, in ta most, ki je padel, je bil za pešce, kolesarje in za tramvaje. Tisto zraven je pa cestni most, ker je potek pač cestni promet. Ne. In ta most je bil zaprt, tisti drug del, no, cestni, bil zaprt 1 leto in se ga odprl letos marca. No, marca so ga odprli, zdaj pa ta drug del padel, zdaj bo pa še drug del podrl. Zdaj bo oba dva podarili. Oba bojo zdaj podrli, ja. No, če tule ravno na tej fotografiji vidiš tam na desni strani nekaj tam pod tukaj, ja, tole, pod to lučjo, ne. Na tem delu pa še na par delih sta bila ta dva mostova povezana zaradi horizontalne stabilnosti. Ja. In zdaj, ko se je ta del podrl, ne vejo točno, kaj se zgodi na obstoječem delu. Ja, itak, ja. In nihče več ne upa tvegati. Absolutno. Tako da bojo to pač podrli. Tam na gor pa vidiš še pa nekdo v oranžni jakni, tam na tole, ja. Ta pa fotografira kable, ki so se utrgali tam na gor. Jaz pa nisem mogel bližje priti, to je bilo vse zaprt s policijo, dejansko nisi mogel nikjer. Pod tem mostom tudi Matevž ve, sta dve res oblegani pešpoti. To je res vse polno, to je pač ob reki Elbi. In je vse polno, ampak so vse zaprli, za promet, za pešce, vse, to je bilo vse zaprto. No, pa mogoče še kot primerjava s Slovenskim gradbeništvom, pa še naslednjo, ne. To je bilo pa 2 dni potem, ko je most padel. Vidite, da so tisti del, ki se ni podrl, so ga porušili. Ga že ni več v bistvu. To mi je najbolj žal od vsega, da nisem videl, kako je ta most padel, ker sem dejansko zamudil za pol ure. Ampak sploh niso sporočali, kdaj bojo podrli, pa nič, tako da nisi mogel iti gledati, želeli so se izogniti, ne, z jalom. V dnevu pa pol so most porušili in tudi celega pospravili. Ko sem jaz šel iz Dresdna, ni bilo nič več od tega mostu, samo en velik kup armature je bil, ker so itak vse predelali. To je pač ta trajnost in tako naprej. Tako da jaz si bom potem daleč najbolj zapomnil Dresden, ker sem pač bil ravno tam, ne. Jaz sem pač prišel sem ob 7. zvečer, sem prišel v Dresden, točno po tem mostu, ob 3. zjutraj ga ni bilo več. Tako. To je bila prva stvar, pa druga stvar je bila, da je v svojih keynotih so začeli predavatelji zelo na veliko poudarjati, da mi ves čas govorimo o nekih programih, pa sistemih, pa umetni inteligenci, pa ne vem kaj vse. Noben več pa ne govori o ljudeh. Noben več ne govori o ljudeh. In to se mi zdi en tak ful velik poudarek te konference. Res se bomo mogli začeti tudi pogovarjati, da v bistvu gradbeništvo smo ljudje, ne. Tule imaš pa Leona van Berla, ki ga večinoma vsi poznajo, ki se ukvarjajo kakorkoli z BIM-om ali pa so slišali o BIM-u malo več kot samo naslovu, ne. On ima pa tudi eno super predavanje, kjer je razlagal razloge, zakaj bojo pri IFC-ju 5 šli stran od stepa. Pač
Med vrsticami je priznal, da ima IFC še vedno težave, da ima velike težave z tem, kako se reče, scalability. No. Razširljivost, ja. Oziroma pač, Pri velikih stvareh ga zelo ja, težko ja, uporabljaš. No. Če so zelo ja. veliki modeli, če tako pač Ampak ni kaj v redu. No. to je pripisal uporabi stepa ali Ja, pač rekel je, no, da bolj kot gledajo te scheme, pa klasifikacije in tako naprej, da se s stepom pač ne prideš daleč, zato ker je kaj tu zelo težko implementirati, da je oblika zapisa je bila postorjena neki napako v preteklosti in tako naprej. In zdaj so pač potem na črto in zastavljajo čisto ne, novo obliko zapisa. Obstajajo že mislim, na GitHubu, v kakšnem obstajajo smislu, neke no, knjižnice, neki prototipi, ko bi ne delali to noter, bi ne vključevali še en kup enih drugih stvari, ki jih zdaj ne morejo v IFC. kaj to Tako da na koncu ne bo, mislim, fizičen zapis ne bo, XML ne bo nič tega, nekaj svojega ali kaj. ne, JSON bo fizičen zapis. JSON. Ja, oblika je pa nek VDM, ne, ni VDM, neki iz industrije, grafične industrije, neki, no. Ok, Ja, ne vem, pozabil ok. sem. Je pa Leon, tudi ko so govorila, je rekel, da on je pa ful za to, da bi binarni bil ta zapis, ker je bilo pa ful hitrejši. Ne? No, In ja, pa, Da bi Building Smart v bistvu knjižnice super. dal na voljo, ker bi to, ne vem, vse ne vem, kako bo to sprejeti in tako naprej, bomo videli. No? Ampak to je bilo tako ful zanimivo. No, tretja stvar, po čemer si bom pa zapomnil ta kongres, je pa to, da je Žige Turk dobil nagrado za svoje delo. Vsi mislim, da tega ni nikjer na spletni strani. Ne, nikje, ampak Žige nekje sem Turk te. in profesor Renate Fruchter iz Univerze Stanford. Jaz moram reči, da sem z obema imel priložnost delati. Žiga je tako moj mentor. Do neke mere tudi ozornik in tako naprej. Ne. In jaz pač si ne predstavljam nobenega druga, ki bi bil mislim, ki bi si bolj zaslužil to nagrado. Je pa organizacija, ta EAPPM, ki organizira kongres ECPPM, je v bistvu prvič podelila nagrado, ki se imenuje po Stevenu, ti poznaš Steven S. Fenves. Ne, Fenves, ja. Fenves, no. En zelo znan raziskovalec, ki je migriral v Ameriko in si tam ustvaril res svoje ime. No. Tako da še enkrat čestitam obema. Bilo je zelo lepo, to je zelo lep dogodek, to je zelo lepo utemeljitve, en tak poseben večer. No. Kar se pa tiče predstavitev na kongresu, pa se pravim zelo podobno, kot je bilo v Kanadi. Meni bo tukaj za tenek malo bolj všeč, malo bolj razdeljene predstavitve. Eni delajo zelo lepe stvari, neki grafi, pa tako naprej. Mislim, tako, no. Ene stvari so zelo zanimive, se pa vedno vprašam, koliko daleč je to od tega, da se bo to dejansko pojavi še kje drugje kot na nekem kongresu. Pa še ena zanimiva sreča, sem enega študenta iz Bima Plusa, ki je na svoje stroške prišel iz Brazilije predstaviti V Dresden. v Dresden neko raziskavo, ki jo je delal za svojo magistrsko nalogo v okviru Bima Plusa. In to z najnim bivšim sodelavcem Vladom Stankovskim. No, ok. Ja, to mi je bilo tako zanimivo. No. Naslednje leto, oziroma čez 2 leti, pa mislim, da ta kongres v Indiji, ne vem točno, kje bo. No. Tako da bomo videli. Tako, se pravi, lep dogodek, lepo organiziran. Videli smo kolege spet po dolgem času iz Dresdna. To je to. No, pa sem šel pa spet domov za nekaj časa. Zelo malo. Ne, to sem bil pa malo dlje doma. Pa sem šel pa še v Šibenik, to je bila pa konferenca
Organization, Technology and Management in Construction, ki je bil letos tudi povezan z dogodkom IPMA, to je pa International Project Management Association. To je bila pa konferenca, mislim, kongres, ki ga vsake 2 leti organizirajo naši kolegi, oziroma zdaj KOG kolegi iz Zagreba, ne, ki 2 leti nazaj je bilo to v Dubrovniku, oziroma v Cavtatu, letos je bilo to v Šibeniku. In je načeloma to tak kongres, ker se zbere v bistvu vse katedre iz regije, vse katedre za organizacijo iz regije, in pa tam izmenjamo izkušnje, pogledamo, kako kdo dela, predstavljeni so zborniki, mislim, da ti referati, članki in tako naprej. Tu pa moram priznati tudi, da sem bil spet malo razočaran, ker je bil cel kongres precej manjši, kot je bil 2 leti nazaj. Pa moram tudi povedati, da so se cene toliko zvišale na Hrvaškem, da eni kolegi recimo iz Bosne, Črne gore, Makedonije sploh niso mogli priti na ta kongres, ne. A je že sama kotizacija bila taka, ali je bilo v bistvu 600 evrov bila kotizacija. Oj, mislim, lej. A ne. Mislim, res je bilo drago, no, pa je bil še en tak hotel, je bil tudi drag, čisto brez veze in bil še organiziran na takem mestu v tem, kaj je to naselje Solaris, Aha, tako da, blizu ja. ni bilo nič takega, da bi lahko kako cenejšo namestitev našel. Tako, no, to je kar malo zmanjšalo število udeležencev. Še vedno je bilo kar nekaj, ampak precej manj kot recimo 2 leti nazaj. Tu pa tudi umetna inteligenca na tak drugačen način, tretji način, četrti način. Meni so tudi precej, moram povedati, da so imeli kar nekaj vzporednih dogodkov, meni so tudi neke okrogle mize, pa to, ki jih se jaz nisem mogel udeležiti, ker sem pač bil na vzporednih dogodkih, na predstavitvah teh člankov in tako dalje. Bili so pa prisotni kolegi iz Maribora, bili so prisotni kolegi iz Zagreba, srečal sem kar par ljudi iz Osijeka, največji kolegi, novi kolegi iz Osijeka. Tako. Kaj to so, kaj bomo dala častni naziv? Ja, častni podpornik, super podpornik. Super podpornik BIM pogovorov. Tako. Ja, lahko kak mail pošljejo, ne? Zdaj bom izval zlato, absolutno. Pa ga ni treba prevajati v slovenščino. Lahko v hrvaščini, ni problema. Tako da, mene potem, mislim, zaradi tega mi je bil dogodek v redu, mi ni žal, da sem šel, ampak kar se pa tiče tako same organizacije, pa predstavitev, pa tako naprej, pa moram priznati, da je bil 2 leti nazaj boljši. No. Ampak tole gledam v bistvu, to je kar nekaj časa. Koliko je bilo to? 2-3 dni? 3 dni. 3 dni? Ja, 3 dni je bilo. Ko je bilo od sredo popoldan se začel, pa se je končalo v petek. Jaz pa kolega, ki sta bila z mano, nismo ostali čisto do konca, ker nismo čakali zabave v petek, ampak smo šli domov. Tako da ja, rečemo cela polna 2 dni, 2 dni plus. No. Upam, da bo našla neko drugo lokacijo, mogoče pa, da bo spet dostopno vsem. No. Letos sem kar pogrešal na par ljudi na tem kongresu. Zdaj, kar se pa tiče stvari, ki so bile tam predstavljene, zelo veliko delajo povsod. Ene stvari so tako kot na vsakem kongresu, nekaj vidiš, ok, dobra ideja, ne, pa je vedno malo slabše, nekaj dobro naredijo vse. Zelo velike študentske prezentacije, vsi imajo težave s kadri. Kakšen je pa, mislim tako, vsem bližina, kakšen je pa občutek v bistvu tako, glede BIM-a, vlada navdušenje ali je v bistvu tisto, ok, no, moramo mi tole uporabljati, pa nekaj bomo že spacali. Ne, v bistvu na vseh teh dogodkih BIM tako kar malo ta entuziazem zamira, bom tako rekel. Ali pa recimo, da je na tisti fazi, veš, ko je ta Gartner Hype Cycle. Ja. In zdaj tam ni več gor na vrhu. No. Ja, dol pada v ne bistvu. bom jaz razlagal. Zelo veliko se govori, da prehaja naprej, zdaj ta 4D, 5D, bi kar nek standard postavil, ampak to ni standard,
vemo vsi, da je treba se kar malo potruditi, da to narediš. Jo, ne, pa zančak. Ja, je bil pretep, uno diplomo imel, ki je govoril, ne vem, 4D, 5D, v bistvu nekaj. No, Ne mislim, vem, da, nikje je bilo. Se mi mislim, da zdi, ne. ne, najbrž res ne, no. Ampak je bilo tako, sem kar z ušesi strigel tam v bistvu. Ja, Ki je začel 4D, 5D, pa v bistvu ne vem, to je to, pa to je to. No, sem rekel, sam zavijam zdaj, še z utmi. zdaj se zelo veliko predstavlja naprej, ne, po tem projektnem planu, ne, mislim, po Mhm. celi življenjski fazi projekta. Zdaj grejo pač iz faze projektiranja, je veš, v zadnjih letih pa še to na gradbišče, ne, v fazo izvedbe. Zdaj pa že imajo ti pa je tako naprej, ne, od izvedbe naprej, pa imaš pa ta asset management, zdaj tam pa še nismo, ne, tudi zaradi tega, ker to običajno ne delajo samo gradbeniki. Tako da, ne vem, bomo videli, kaj bo. Um, Bomo videli. No. Je pa se da čutiti, no, da se precej manj govori v BIM-u, ali pa ni tega navdušenja, kot je bilo. No. Bomo tako Jaz rekli. mislim, še posebej, no, mislim, to je končeno, se mi zdi, na teh znanstvenih konferencah, pa mogoče zadnja je bila še najmanj znanstvena, najbrž, ne? Um, je to v bistvu razumljivo, ne? Ja. Da je v bistvu znanstveniki, ki pač morajo neki skozi neke članke producirati, pa nekaj določenih stvari pisati in pol. Je zdaj pač ideja pisati, ne vem, o umetni inteligenci pa BIM-u, ne. Ja, no, ampak je pa že malo smešen. Zdaj veš, Je da to smo pa itak, mi ne? oba na CBIM konferenci letos, ne? In je bil na CBIM-u je bil Jan Sar, se spomniš? Ja, A ne? No, in on je bil tudi na OTMC-ju. Zdaj, tisti, ki ne poznate Jana Sara, malo ga pogooglite, malo več ajev je, kot se sliši, ampak ga boste hitro našli. No. In on je bil nekaj časa, kaj je on, Estonec, ne? ja. In je bil nekaj časa nek svetovalec na ministrstvu, na nekem ministrstvu v Estoniji. Jaz pa nisem, da zdaj ni več, ne? Zdaj pa neki zasebni firmi. Ampak je imel isto predstavitev, mislim, ne isto, zelo podobno, kot je imel tukaj v Ljubljani. Ne? In tam je bila neka možnost, da ga tudi vprašaš prek neke aplikacije. In sem jaz vprašal, ker spet govoril o tem building permitu, pa kako to vse avtomatsko dela in tako naprej. In jaz sem vprašal nekaj v tem smislu, ne, kako lahko reče, ne, da je to vse, da to vse deluje, pa dela in tako naprej, ne, če vsi, ko so kdaj poskušali z IFC-jem, vejo, da to ni čistko. Pač IFC je, ne vem, kakorkoli je v redu, je pač tista cokla, ko se zavira take stvari, kot je, ne vem, avtomatsko izdajanje gradbenih dovoljenj, pa tako naprej. Ne. Mm. In lej, po celem predavanju, ki ga je imel, je rekel, ja, sej priznam, da so težave z IFC-jem, samo boljšega formata nimamo. A veš, in to po 45 minutah nekega motivacijskega govora. Ja, kako je vse super, v bistvu. Kako se dela, kako je vse super, kako vse ne. Zakaj sem prej to vprašanje postavil? Zato, ker je dal gor na ekran neko sliko, neko shemo, ker mi je tako čisto malo omenjen IFC in pa je razlagal, ker so težave pri pretvorbah, pa so oni neke umestnike, ne, kaj vse naredili v tej novi firmi, kjer je, ne, Mhm. da pa te težave rešujejo. In pa si misliš, pa dobro, no, a ne. In no, take stvari mene zmotijo. Ja, sem v bistvu, ne vem, zdaj pravim, mislim, to je debata za kdaj drugič, pa za kakšno drugo oddajo podcasta, v bistvu zdaj. Ne vem, te težave z IFC-jem, ali so dejansko težave z IFC-jem kot takim, ali je v bistvu pač težava v implementaciji v različnih orodjih. Ne? Pa ne, sej zdaj, da ne bo spet, Tako ne da, vem, kaj se narobe. Sej, ok, ne, jaz se strinjam. Boljšega formata nimamo, ja, ne. sej itak, ne. Sam, če hočemo mi pač iti nekako naprej, si moramo pač priznati, da vsem pa ni vse mogoče, ne. In pač delati okrog njega, ne pa da zdaj vsi iščejo neke načine, kako bodo to skrili, a ne. Recimo, pol imamo e-graditev, ki podpira IFC, ampak ne moreš oddati v IFC, ker itak ne morejo tega gledati. In tako naprej, mislim, tako no.
ne vem pa, komu so namenjene take predstavitve, no to sem hotel reči. Ker tistim, ki so kdaj delali pa probali, ki z IFC-jem pač niso. Ja, se mi zdi, da, pardon. Se mi zdi, da res v bistvu zmer manj je ljudi, ki jih je treba prepričevati, da je BIM koristen, ne? Ja. In zato jim je najbrž škoda, da je v bistvu nekaj govoriš, kako se lepo dela, ne? Če pa ko sami vaja, da ne, ne? Ja, mislim, vse dejstva je BIM tu nikamor ne bo šel. Ne? Ampak, če se mi že nikoli nismo zmenili, pa mi smo se zelo dolgo hecali, kaj tam ima. Ja, Itak. Zdaj noben več ne govori o modelu ali pa o procesu. Itak, da ne. To je zdaj pač digitalizacija cele gradbene Ne, panoge. BIM je zdaj rado, v bistvu sploh ni več kratica, ampak je BIM, ne? Tako. BIM je BIM. Ampak bi bilo pa zelo fajn, no, da bi ti veliki projekti dejansko skozi prikazujejo, koliko to v tujini dobro dela, pa gor, pa dol, pa levo, pa desno. Dajmo mi zdaj, ko imamo v Sloveniji taka dva res velika projekta, ki so bila dejansko plačana za to, da se je BIM uporabljal, ne. Dajmo mi zdaj, ko bojo karavanke končane, potegniti nekaj črto, ne, pa pač ocen, koliko je bilo to uporabno, pa kaj bo v redu, pa kaj ne, ne. Ja, pa koliko Vsi se v s tem bistvu pa mi v špara, v znanstvenih bistvu, ne? sferah smo čist navajeni tega, da pač kakšna stvar tudi ni v redu, ne, pa pač izboljšaš naslednjič. Pa rečemo Bogu v bok, ne. Ja. Ker dejstvo je, da BIM ne bo šel nikamor, ne. To je pač, Robi skoraj dvomim, da se bo lahko to zgodilo, ne? ja. Zaradi tega, ker noben noče slišati, zaradi tega, ker to ni več inženirsko vprašanje, ne? Ali pa znanstveno, ampak je vse prej kot to, ne? Ja, ne In bova spet šla. Ja, tako da Se pa- do teh odgovorov ne bomo prišli razen med vrsticami, ne? se absolutno strinjam, ampak se pravi, spet sem slišal nekaj takega tam na tem dogodku. Mi kar slušalka nam padla od vsega hudega. Ampak ne, mislim, jaz pa mislim, da je treba tudi take pogovore imeti za to, da lahko kaj izboljšamo. Ne, to absolutno, ne? Saj se absolutno strinjam, ne? Samo ne vem, če je volja, ne? Če je volja v bistvu dejansko črto potegniti, ker na koncu, a veš, a je bilo to uporabno ali ni bilo uporabno, v bistvu, se mi zdi, da mi se pogovarjamo tako načelno, ne? V bistvu, ja, to je pa dobro, pa to je slabo. V bistvu, ampak tukaj se končno lahko zmenili za neke parametre, ki jih pač je treba zraven slediti in na koncu dobiš stanje, ne? A je to boljše od pričakovanega ali je slabše od pričakovanega? Ne, veš, iz česa pa jaz izhajam? Jaz mislim, da bi zelo težko kdo rekel, da je slabš. Ne? Definitivno so neke prednosti. Če se ti spomniš, pred par leti ni bilo ene prezentacije, ki ne bi bilo, da bi BIM izboljšal prehrano bo na projektu, ne vem, 23% časa. Ja, sej, ne? A ne? Pa točno 23. Dobro, pustimo, zdaj to je zaradi tega, ker je zaokrožil, v bistvu, ker reč bilo 22,7, ne? 7, ja. Ne? In veš, da so se že z tega pač delala norce že precej časa. Ne? No, in jaz bi zdaj rad videl, če lahko kdo oceni, pa to zato, ker me zanima, ne zato, ker bi hotel provocirati, ne? Koliko je pa bilo dejansko tega prihranka? Ja, ampak vse to lahko je, na 10 ocenimo. ampak vse to je to, ne? V bistvu, ali je to čas, ali je to število napak, pa ne vem, s tem povezanih nekih, Točno to. ne vem, nekih preprojektiranj, ali ne vem, česarkoli, ne, v bistvu, ne vem, ne, se zato pravim, da ene take parametre bilo dobro začeti spremljati, v bistvu, ne vem, ne nujno v bistvu tako zaradi znanstvenega pogovarjanja, ampak v bistvu same firme zase v bistvu bi morale biti zelo jasno imeti odgovor v bistvu, zakaj to delajo. Pa ne verjamem, da imajo posameznike, ne? Absolutno, zaradi tega, ker vaja, da če imajo to vse v modelu, lahko dobijo dokumentacijo bolj ali manj ven zastonj, ne?
oziroma zelo hiter in v bistvu natančno in gor in dol, ne, ampak če pa gledaš globalo, pa ne verjamem, da imajo zelo jasno predstavo, zakaj je to dobro. Ampak v bistvu mene še zmeraj znova in znova preseneča, ne, ko imam tele zagovore, tako imenovane, oziroma bolj pogovore z študenti po upravljeni praksi. Mislim, da sem celoten ta del, pa jih je bilo zdaj le po mojem 40, sigurno, ne. Ne vem, če je kdo omenil, ne vem, Revit ali pa Arhicad. Ja. Vsi so pa omenili, da ja, sem moral v bistvu delati ali v Bricscadu Ja. ali pa v AutoCadu. Ali pa v EliteCAD-u. EliteCAD mi ben ni omenil. Pa še za, ne vem, je Arcad, nekaj v bistvu, kaj za armaturo in to je to. ARMCAD, a ni. Arm ali pa ArmCAD, no? No, Ne ampak vem, to je ne dodatek poznam. za AutoCAD, če se ne motim. Ja, verjamem, nekaj za AutoCAD, zihar, nek dodatek, ne? No, ampak nekaj moram pa sem povedati. Letos sem pelal študente na gradbišče Ilirije, ne? Mhm. In smo noter hodili po gradbišču in smo šli tudi skozi strojnico, ki so jo šele montirali. In sem prvič v življenju videl, da so imeli delavci v strojnici nalepljene poglede iz BIM modela po stenah. Ok, A ne? In to je že na pol AR, ne? ok, pustimo to. Če bi jim dal tablico, bi tako 2 dni zdržala, pa bi jo pa kdo ukradel, pa zrazbil. Ampak tiste slike pa, recimo, ne, je pol prvič, ko da sem študentom rekel, ok, a vidite, tukaj je pač prednost tega, da imaš BIM model, da mu lahko daš sliko in da on ve vsaj koliko napeljati to, da bo se spravil v ta omejen prostor, ne. Mhm. Ja, vse so prednosti, vsi vemo, ampak nehajmo se pa pogovarjati o 23%, a veš, ali pa dajmo karte na mizo pa rečemo, ok, tukaj na tem projektu, pa spet ne ocenjujemo, tukaj na tem projektu v primerjavi s prvo cevijo, ko so delali, pa če upoštevamo ne vem kakšne inflacijo pa tako naprej, ne, je bilo pa to narejeno toliko pa toliko hitreje, pa toliko boljše. Ne. Ja. S tem, da moraš še tehnologijo drugo upoštevati, pa en kup drugih stvari, ampak samo tako, da se naredi ena celovita analiza za nazaj. Če mi težimo študentom, ne naredijo refleksijo, ne, Mhm. bi pričakoval tudi na takem projektu več 10 milijonskem, da se naredi neka refleksija. Da ne govorim Ja. več 100 milijonskem tam na drugem tiru. Ja, tako. Ne. Ja, se strinjam. Pa da se pač reče, to je bilo ok, to ni bilo ok, to dajmo spremeniti na naslednjem. Samo to, analizo za nazaj, nič drugega, ne. Ja, to bi bilo izziv za nekoga, da to predstavi na Sibimu naslednje leto. Absolutno, tisti, ki to predstavi, kapo dol že naprej. Ja. Ne. Ok. Ok, Da pa tukaj piko postavimo. tako. Še enkrat naj pozdravim fane iz Osijeka, fanico iz Osijeka. Ne, res, ful sem bil vesel, no, da smo se srečali. Ne bom rekel, da nisem bil presenečen, da nas poslušajo tudi na Hrvaškem, tako da pozdrav vsem hrvaškim poslušalcem in gledalcem, ne. Upam, da ne poslušate zato, ker govoriva same bedarije. Ampak sem vesel, no, da se to sliši, pa definitivno se kaj oglasite, ne povejte, od kje naj jo poslušate, da ne bomo pol na kongresih presenečeni, ki je Ne, vse. jaz sem, sem ja, v poslušal. bistvu jaz sem, vse veš, da smo se že kar nekaj časa pogovarjali, da je bilo pa dobro kaj posnet spet, ne. In mislim, je pa izjemno lepo slišati v bistvu, da ne govorimo samo sebi samo. To prvo, ne. In Pa pol da imaš, ne dobimo odziva samo takrat, ko bi se rad pritožil, čez to, Ja, kar smo ja. rekli. ja, mislim, takoj dobiš neko novo motivacijo v bistvu, ne. Za to, da se spravaš v relativno pozni uri v bistvu še tole delati, pa s tem, ko bova mi na tole zaključila, še ni konc, ne. Je treba vse še urediti, pa v bistvu nekam poslati.
Mogoče bomo to motivacijo zdaj kanalizirala v to, da bo nas svet oddaja preko to pol leta. Ne, to pa zdaj, to si dava za nalogo. V bistvu, če so unim dala nalogo, da naredijo refleksijo na drugo cev, ne. Uporabo bima bo pa Mila tudi zmogla še ne bim pogovore vmes. Ja. Če nam pa mi naredili refleksijo, ko bo Ja, tako. Ja, naš Robi, lej, najlepše hvala za tele izčrpne informacije okoli telih konferenc. Ja. Ti kar malo zaviden, ker si bil vsem tok masi, pa vlen hodil po svetu, ne? Jaz bi v tem trenutku moral biti v Marakešu drugače. No, dobro. Ker je Zdaj building pa si me site hvali sam. preveč, ne, mislim to. Pa zdaj sem te hotel samo pohvaliti, da si bil tle na 4 koncih, ne, zdaj pa še Marakeš. Ja, No, ne, okej. nisem šel, tako da. Jaz imam jutri nek online sestanek, ki bo v živo v Marakešu, okoli fino. Building Smarta. Tako da mogoče lahko naslednjič, evo, malo pa to, kako je bilo na online sestanku v Marakešu. Prav. Okay. Najlepše hvala. Ne? Pozdrav sem. Ja, pozabil si reči, ki me lahko dobijo. A res, ja, to še delava, v bistvu, ja. Robi, kje lahko tebe najdejo? Kam ti lahko mail s pritožbo na model, ki je za tabo? No, poslušalki iz Osijeka sem rekel, da nimam vizitke samo, da me sem dan dal, pa rekel, ne, sem te pogooglala. Dajte me še vi pogooglati, če pa ne, se vam ne da googlati, če ti me ne poznate, da robert.klinc.net. Ampak res ne? Čak, to moramo pa mi pol hitro preveriti, če Ne, ne ve, kdo je Robert Klinc. Ne vem, kje sem. Bomo napisali v bistvu, kdo je Robert Klinc. No, za nalogo imate, da napišete, Tako. kdo je Robert Klinc, pa kdo je Matevž Dolenc, pa če vam kaj pametnega vrne. Ja, lahko pošljete mail. Lahko pošljete. Tako da najboljš se, Robi, sam še tole rečem. Zdaj, po ne vem koliko nekem času sem spet dobil neke maile za kolesarsko stezo nekje tam na Koroškem, ne? Ampak pazi to, veš na kjer e-mail? IPC. Ne, na pzi.si. Ok. Zanimivo je. Ja. Zdaj vsi šli googlati. Ja, kaj? No, lepo, ne? In se bojo še kaj naučili, ne? Prav, torej. Ok, Robi, hej, najlepša hvala. Ja, še tvoj mail. A ja, ja ne pogooglajo, no. ChatGPT pa mogoče vedel, no. Drugač pa Matevž Šafna, matevždolenc.com, takoj dobijo pa to nazaj. No, pa No. naslišanje naslednjič. No, ja, dia. Tako je.